Pravila v šoli. Kaj je prav in kaj ni? Otroci se skupaj igrajo. Je to prav? Super! O ne, fanta se pretepata. Je to prav? Ne, seveda ni. Otroci sedijo in poslušajo učiteljico. Je to prav? Bravo, otroci! Med poukom smo tiho in poslušamo učiteljico. Otroci se pretepajo. Je to prav? Ne, ni prav. Preden kaj rečemo, vzdignemo roko. Je to prav? Bravo, otroci! Tale otrok pa kriči na ves glas. Je to prav? Ne, seveda ni. V šoli ne kričimo. Ko pišemo, sedimo za mizo. Je to prav? Seveda. Fantek si pokriva ušesa, da ne sliši učiteljice. Je to prav? Ne, ni prav. Ko učiteljica govori, jo učenci poslušajo. S škarjami smo previdni in jih uporabljamo samo pri mizi. Je to prav? Seveda. Super! To pa zagotovo boli. Je to prav? Ne, ni prav. Ko pišemo, sedimo za mizo. Je to prav? Super! Bravo, otroci! Odlično opravljeno! Zdaj pa poglejmo, kaj je neprimerno in primerno obnašanje. Otroci sedijo in poslušajo učiteljico. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je primerno. Otroci se pretepajo. Je to primerno obnašanje v šoli? Ne, seveda ni. Preden kaj rečemo, vzdignemo roko. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je primerno. Katero dogajanje vidimo na sliki? Je to primerno obnašanje v šoli? Ne, ni primerno. Otroci sedijo in poslušajo učiteljico. Je to primerno obnašanje v šoli? Seveda, otroci se lepo obnašajo. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je neprimerno. Deklica bi se tu lahko poškodovala. S škarjami smo previdni in jih uporabljamo samo pri mizi. Je to primerno obnašanje v šoli? Seveda. Je to primerno obnašanje v šoli? Posmehovanje nekomu, ki se ne more ubraniti, ni primerno obnašanje. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je primerno. Je to primerno obnašanje v šoli? Ne, seveda ni. Šolskih ali svojih predmetov ne uničujemo. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je primerno. Je to primerno obnašanje v šoli?
Pretepanje je zelo nepravilno obnašanje. Je to primerno obnašanje v šoli? Njihovo obnašanje je neprimerno. Če se ti nekdo posmehuje, tudi boli. Bravo, otroci! Odlično opravljeno! Zdaj pa poglejmo še nekaj znakov in piktogramov. Kaj pomeni ta znak? Ta znak pomeni, da je v šoli prepovedana uporaba mobilnih telefonov. Kaj pomeni ta znak? Ta znak pomeni, da v šoli in njeni okolici ni dovoljeno kaditi. Ali ste vedeli, da cigaretni dim škoduje tudi tistemu, ki ne kadi? Kaj pomeni ta znak? Po šolskih prostorih ne uporabljamo športnih rekvizitov, kot so rolka, rolerji in podobno. Kaj pomeni ta znak? Med poukom ni dovoljeno igranje igric. To delamo v prostem času, ko so opravljene vse naše dolžnosti. Kaj pa vidimo na tem piktogramu? Smeti odložimo v koš za odpadke, pri tem pa ne pozabimo na pravilno ločevanje le-teh. Na tej sliki pa vidimo, da moramo med poukom sedeti za mizo in tiho poslušati učiteljico. Kaj pomeni ta znak? Tale znak nam pove, da ne smemo tekati po šolskih prostorih. Tek je sicer zelo zdrav za naše telo, vendar ne po šolskem stopnišču. Lahko poškoduješ sebe ali pa drugega. Če pride do požara, potresa ali kakšne druge nevarnosti, slediš znaku, ki kaže, kje je izhod iz prostora. V knjižnici smo tiho in med knjige nikoli ne prinašamo hrane. Knjige so naše znanje, zato z njimi ravnamo lepo. Bravo, otroci! Odlično opravljeno! Zdaj poznate pravila v šoli.